2023 sezono? Ja, sezona je bila res dobra, v bistvu pred sezono sem si sam želel tazga razpleta, čeprav zdaj mi je mečken žal za tistih 17 stotink, ampak dober je, kolajni se ne gleda v zobe. Je pa res, da v bistvu ta sezona, pa ta naziv najboljšega športnika Kajakaške zveze Slovenije je po moje bil najtežji prigaran, ker pač glede na rezultate, ko jih dosega pač vsi tekmovalci iz naše zveze. Sam kaže na to, da na koncu očitno res moraš dobiti v olimpijski sezoni olimpijsko kolajno, če hočeš biti športnik. In jaz sem izredno ponosen, da je pač to meni uspelo. Žalosten sem pač za ostale čolne, ki so bili na olimpijadi, zato ker nažalost vem, kako so se počutili takrat v cilju in jaz sem že dostikrat povedal, da tega ne privoščimo nobenem, ampak pač na koncu jaz upam, da so se kaj naučili iz tega in da bojo samo še boljši iz tega prišli. Kako pa zdaj naslednji meseci po olimpijskih igrah, kar nekako, kot da vam je po olimpijskih igrah vse skupaj bila prva misel še počitek, ne? Ja, bila je, ampak tiste stvari, ko si najbolj želiš, nikoli pol ne pride. Ne, pač mi smo imeli po olimpijskih igrah, smo imeli še 2 tekme svetovnega pokala. Eno sem jo spustil pač v Pragi, ker sem videl, pač, da nima smisla glede na vso dogajanje, ki se dogaja po olimpijskih igrah, od vseh sprejemov in obveznosti. In sem se v bistvu rajš pripravil na nek način, čeprav nisem kaj preveč treniral na tacen, na domačo tekmo. Nisem imel nobenih pričakovanj, hotel sem jo pač na lep način zaključiti, ampak na koncu je na najlepši možen način. Tako da v bistvu jaz bi rad zdaj pač drugo sezono nadaljeval, tako kot sem to sezono zaključil in bomo pa videli. Zdaj sem še nazaj v tem trenažnem procesu in tako da me vse boli, ampak dober je. Bože, vsej vemo, kaj nas druge čaka, Evropsko prvenstvo doma v Tacnu in pol še svetovno prvenstvo v Franciji v Poju. Meni dve izmed najljubših prog in v bistvu že komičajmo te 2 tekme. Je pa tako, kot sem povedal, bo pa zanimivo videti, kako je zdaj, ko imam v bistvu vse stvari pod kapo, vse stvari pod streho, kako je zdaj dirkati zdaj naprej. Ste si velikokrat pogledali svoj olimpijski nastop, kjer ste si uresničili svoje sanje? Večkrat, kot ponavadi druge nastope, ampak se pravi, za vsako sem si ga na novo ogledal, za vsak sem bil mičken bolj živčen, ker vidim, kot sem izgubil zlato kolajno, oziroma z vsakim ogledom več sem našel nove stotinke, ko bi jih lahko pridobil, ampak kaj češ, tako je. Rekli ste, da tudi Tokio je v vaših mislih. Ja, zakaj pa ne? Saj nisem še toliko star spet, no, ampak ne, jaz sem pač rekel, da moj daljši cilj so olimpijske igre v Tokiu, ne vem, ali bom tam ali ne bom, pač jaz sem poskušal izboriti še to 4. možnost in če si jo bom izboril, bo moj cilj spet boriti se za kolajno, tako da bomo pa videli čez 4 leta, zdaj pa sezono po sezono, brez pritiskov, brez dokazovanja drugih, ko sem se mogel zmeraj dokazovati in zdaj upam, da bojo vsaj del njih zadovoljnih in da mi ne bojo nič pod nos metali in da bom lahko jaz normalno delal to, kar jaz delam najraje. Super, so sreča.